Vodenje s posluhom. Dober dan, dobrodošli. Novo vodenje s posluhom, Miha Škerlavaj. Zelo zanimivo se razpleta ta 4. sezona in zdaj sva dobila nekoga, ki naju lahko popelje v različne načine vodenja in različna obdobja vodenja. Ja, danes imava pa gostjo z res bogato vodstveno potjo, življenjsko potjo in se izjemno veselim našega pogovora, gospa Medeja Lončar. Dober dan, dobrodošli. Direktorica Siemens, Slovenija, Hrvaška in Srbija. Malce tak poenostavljen naziv, ne? Ampak kot sva omenila z Mihom, zelo dolga pot na vodstvenih položajih. Morda za uvod, koliko ljudi trenutno vodite in koliko časa se že greste to veslanje v zahtevnih vodstvenih vodah? Ja, hvala za povabilo. Moja vodstvena pot je res kar dolga. Trenutno vodim 60 ljudi v Ljubljani, 160 v Zagrebu, 150 v Srbiji, torej 370 zaposlenih. Moj ožji tim je malo manjši, okrog 20 ljudi, ne, po 8 funkcij v vsaki državi. Nekateri si tudi delijo te funkcije, tako kot jaz. Tako da je ta ožji tim malo manjši, po drugi strani pa Siemens ima tudi več hčerinskih firm, ki so izločene, in jaz kot direktorica Siemensa sem pa zadolžena za blagovno znamko operacije Siemensa na celem področju, tako da je teh ljudi pa potem tudi več kot 1000 v regiji. Ravno iz te poti, o katero sva prej nekako omenjala, se mi zdi, da se lahko vodje, ki še prihajajo, ali pa tisti, ki se borijo z nekimi dilemami vodenja, zelo veliko naučijo. A bi nam lahko mogoče Medeja opisala na kratko nekako te svoje razvojne stopnje, pa kaj misliš, da si se iz njih naučila o vodenju tudi? Ja, moja pot na vodilnih delovnih mestih je dolga kar več kot 30 let. To so bile takrat še te vodstvene, da sem bila vodja prodaje, vodja marketinga. Na prvo tako res vodstveno pozicijo, ne, v upravi sem bila imenovana v Kovinotehni v Celju takrat in sem bila stara šele 33 let. Ne. Si je tudi nisem preveč želela, je prišlo zaradi spleta okoliščin do tega, celo zjokala sem se, ker so me vzeli z marketinga pa rekli, ti už pa vodila malo prodajo s takrat 500 ljudmi. To je bil, bi rekla, takrat en tak velik preskok zame, ne, da sem iz nekega manjšega tima prišla res na vodenje bolj hierarhične organizacije. Sem se pa ogromno naučila takrat, ne, in sem lahko potem res gradila to kariero. In potem sem nekje ostajala vedno v teh vodstvenih ekipah. Iz Celja, takrat iz Kovinotehne sem šla v Simobil, to je bila pa nova branža, telekomunikacije, hiter razvoj. Takrat so potem prevzeli podjetje Avstrijci, tako da smo delali rebrandinge, spreminjali kulturo podjetja. Izjemno zanimivo tudi obdobje. Takrat sem naredila en tak svoj magisterij, bi rekla, tudi v vodenju. Kasneje sem prevzela pozicijo vodje prodaje, investicij, razvoja v energetiki Ljubljana, tako infrastrukturna firma, ne. In šele potem me je pot zanesla v Siemens, najprej na področje telekomunikacij, ker sem prevzela prav to področje telekomunikacij takrat, ki jih je Siemens tudi kasneje izločil iz svoje dejavnosti, in leta 2007, torej pred več kot 16 leti, sem prevzela potem vodenje Siemensa v Sloveniji, pred 6 leti še postala predsednica uprave Siemensa v Zagrebu in pred 2 leti in pol so me prosili še, če prevzamem še Siemens v Srbiji. Tako da zdaj imam eno tako regionalno vlogo, pa niti ne regionalno vlogo, ker pravzaprav sem direktorica v vsaki organizaciji posebej, ne, to ni neka koordinacijska vloga, ampak je v bistvu vloga direktorja v vsaki od teh držav, kar je malo zahtevneje. Verjetno ti to daje tudi bogato razumevanje sistema. V tvojih prejšnjih intervjujih sem zasledil razmislek o temu, da je to ena veščina vodenja, ki je izjemno pomembna, ne, razumeti širše okoliščine, v katerih deluješ.
Ja, mislim, da posebej v teh hitro spreminjajočih se razmerah, ki smo jim zdaj priča, hiter razvoj tehnologij, klimatske spremembe, vse izzivi geostrateški, ki jih imamo, praktično voditi brez tega nekega poznavanja širšega konteksta, vseh vplivov, ki jih te spremembe imajo potem na vodenje, je nemogoče. Ne? In že tudi res nekatere raziskave so pokazale, da v bistvu je ravno ta pomankanje tega sistemskega pogleda en velik izziv v družbi, ker tudi vodje imamo veliko odgovornost, ampak moramo res dobro poznati, kaj se dogaja. Ne? Zdaj se spreminjajo tudi te doktrine, vedno večji poudarek je na tej družbeni neki odgovornosti, ne odgovornosti za okolje. Ta del res moraš poznati. Jaz sem mogoče imela srečo, ker delam toliko časa že v teh na infrastrukturnih področjih, ne, tle že naravno dobiš ta nek sistemski pogled, če deluješ na področju energetike, na področju zdravstva, industrije, mobilitija, tako kot Siemens pokriva vse te branže, ne, in potem skozi izkušnje v bistvu dobiš ta sistemski pogled tudi že zaradi narave svojega posla, tako da tle imam malo sreče. Po drugi strani pa pridobiš ogromno znanja, veš, ne, se moraš potruditi razumeti tudi svoje kupce in s tem se vedno znova učiš, ne, in dobivaš eno veliko širino. Je zanimivo, no, ker dejansko je to res eno veliko vprašanje, ne, tudi na našem področju, kaj je tisto, kar dela najboljše vodje. In sta dva profesorja na Harvardu, Nitin Noria pa Elton Mayo, v glavnem sta šla pogledati stoletje in 1000 vodij, ki so delovali v tem stoletju, nekako najbolj izrazitih, čist nič nimajo skupnega, razen tega, da so vsi zelo dobro razumeli svoj duh časa, ne, Zeitgeist. Ja, se strinjam s tem, no, da brez tega, čeprav ta postaja vedno bolj konfuzen, ampak kljub vsemu, ne, in vodimo tudi vedno več nekih različnih generacij, ki imajo svoje vrednote, se mi zdi, da tako kompleksno, kot je bilo zdaj, v moji karieri ni bilo nikoli, ne. In, polikriza, ne? Polikriza, permakrize, tako, in se kar ne izvlečeš več, včasih so bila ta obdobja, ki si rekel, ok, zdaj je kriza, pa se bo, zdaj se bo pa umirilo, ne, zdaj pa že kar rečeš, ok, malo je mirno, kaj se bo spet zgodilo, ne. Kako kot vodja človek pride na to stopnjo zrelosti ali pa izkušenosti, samozavesti, da je sposoben sploh razumeti, kaj se dogaja okrog, da ni enostavno to dnevno delo, naloge, ki jih moramo praviti v nekem dnevu, tednu, vse obsegajoče, da enostavno ne zvoziš še tega razumevanja časa. V bistvu, če vodiš ljudi, mislim, da je ena izjemno pomembna komponenta, da jim moraš nekje pokazati, da si vizionar, ne, da poznaš trende, da jih vodiš proti nekemu cilju. Ne. To je zame en pomemben element ali pa vsebina, ki jo moram dati svojim ljudem, zato tega brez v bistvu spremljanja okolja ne moreš narediti. Ne. Torej, jaz se vedno trudim, da poznam trende na trgu boljše še kot moji kolegi včasih, ne, ali pa že zaradi izkušenj, zato ker sem že prešla določene, kot primer v telekomunikacijah je ta proces digitalizacije stekel že pred 10-15 leti, ko sem jaz bila del tega, ne, in ti trendi se potem selijo v druge branže, so zdaj v industriji, v energetiki. Meni je to lažje razumeti, ne, ker sem že prišla en tak ciklus, ne, in lahko, ne, so včasih presenečeni tudi sodelavci, kaj nam zdaj ona govori, ne, ampak potem vidijo, ja, da so to neki trendi, ki so zelo podobni in ki jih potem lahko preslikaš in je to lahko tudi zelo koristno gledati, kako se ti trendi preslikujejo iz ene v drugo branžo, ne. Če smem malo zavrteti čas nazaj, zelo se mi zdi zanimiva tista situacija v tvoji karieri, ko si rekla, da si nisi želela vodenja, pa v jok so te spravili, ne, s tem v bistvu pritiskom v tako vlogo. Kaj ti je šlo takrat po glavi? Ker vemo hkrati pa, da ljudje, ki se lotevajo vodenja iz napačnih vzgibov, pa zelo radi, ne? 6krat rajši, kot splošna populacija prevzamejo. Bi rekla, da mogoče je to tisto, kar je moje osnovno vodilo, je, da je vodenje predvsem ena velika odgovornost. In več, kot imaš ljudi, ki jih vodiš, ta odgovornost postaja večja. Na bolj zahtevnejših področjih, ko deluješ,
Spet je ta odgovornost zelo velika. Mi, na primer, delamo na velikih projektih, infrastrukturnih projektih. Tle so prevozi, tle mora zagotoviti varnost, ljudje delajo na električnih napravah. Mislim, v vsakem trenutku se lahko zgodi veliko stvari, ne? In kot vodja ti moraš poskrbeti v bistvu, da zagotoviš to in varno delovanje in razvoj teh ljudi in da si pomislil na vse okoliščine, ne? Ta nek risk management, upravljanje z riziki je izjemno pomemben del vodenja, ne? Meni se včasih zdi, da že vpliva tudi na moje osebno življenje, ali pa mi mož včasih reče, le se ni treba, da res pomisliš na vse, kaj se lahko zgodi, ne? Ampak to postane kar neke vrste profesionalna deformacija tudi, ne? Sploh, če si v takem okolju, ne, projektnega tudi dela, kjer res moraš zagotoviti veliko okoliščin, vse mora funkcionirati pravilno, ne. Ego, mislim, da je bila tudi ena tema, katero nekako večkrat se lotevamo tukaj, sem pa na njo naletel tudi v tvojem pogovoru že prejšnjem, ne. Praviš, da te je življenje obtesalo, da ta ego ni več ne stoji na poti. Kaj recimo so bili kakšni taki dogodki, na katere zdaj pomisliš retrospektivno, da so ti pomagali svoj ego imeti pod kontrolo? Mogoče že po naravi imam zelo rada ljudi, ne, nisem tip, ki bi želela nadvladati, ampak bolj uživam v tem, da povezujem ljudi, ne, da je to moja ena dobrih lastnosti, ne. Pred leti so me ocenjevali moj vodstveni slog, pa so rekli, da sem podpirajoča, ne, takrat se mi je zdelo, da je nekaj narobe z mano, ker to je bilo pred 16 leti, takrat še to ni bilo zaželjen način vodenja, ne. V bistvu sem vedno delovala na ta način, ne, je pa res, da sem dobro opazovala poslovne partnerje, kaj se dogaja, analizirala sem veliko uspešnih tudi mojih poslovnih partnerjev, ki jih je zanesel ta ego, ne, ki jih je prevzela moč, vpliv, ki jo imaš kot vodja in so v bistvu končali, zgubili so moralni kompas, ne, in so končali zelo slabo in sem si rekla, zakaj niso mogli ohraniti, bili so dobri, uspešni, ne, pa jih je nekaj jih je zavedlo in to je ego, ne, in ti se moraš, ko si kot vodja, tudi spraševati, kaj pa je tvoje poslanstvo, kaj je tvoj cilj, ne, in v bistvu to brzati in zato včasih rečem, da mi je en tak največji uspeh, da sem uspela z obema nogama ostati na tleh, ne, in nekje še vedno opazujem, kaj vse se lahko zgodi, pa tudi kakšne svoje negativne reakcije vedno analiziram in rečem, zakaj si bo zdaj tako odreagirala, ne, da se poskušaš vedno znova pol tudi popravljati v nekih situacijah, ne. Pravi, opazovanje ne nujno svojih napak, lahko tudi napak drugih, a ne, refleksija. Tako. Poslušanje. Kompas, predvsem ta tudi, bi rekla, osebna integriteta. Jaz sem delovala na področjih, kjer je bilo tudi Siemens je imel kar nekaj izzivov, ne, prevzela sem vodenje po veliki korupcijski aferi v Siemensu, tako da ta osebna integriteta, ne, kako zadržati vse te etične, moralne neke usmeritve, ki jih kot vodje bi morali imeti, ne, je pri meni tudi s pomočjo res organizacije, ki je na to stavila zelo veliko smo se izobraževali, ne, tako da še vedno rečem včasih, ko se dogajajo razne afere, korupcijske, take drugačne, kako so ljudje v bistvu in kratkovidni in kako jih hitro lahko zanese v napačno smer in da je to stvar tudi neke vrste, da se moramo tudi učiti, ne, eno drugega in pa tudi lahko postavljamo sisteme, ki temu v bistvu lahko naredijo tudi konec, ne. Tudi v javni upravi, v politiki, z zavedanjem večjim, ne, kako preprečevati v bistvu take korupcijske zadeve, si lahko pomagamo. Kaj pa takrat, ko recimo je neko zaupanje že porušeno, pa je misija to, da ga je treba ponovno vzpostaviti, ne? Kaj se ti zdi, da so neki vodstveni prijemi, ki funkcionirajo? Ja, jaz sama dam vedno še drugo šanso, ne, kolegom, jih pa že vnaprej upozorim, da so dobili drugo šanso in da tretje pa več ne bo. Tu sem pa zelo eksplicitna, ne. Velikokrat se zgodi, vsi se razvijamo, vsi delamo tudi napake, ne, se tudi, pa imaš mlajših kolegov ogromno, ki jih moraš uvesti v te kompleksne okoliščine dela tudi na trgih, ne, in jim pojasniš in jim tako in se zgodi, da kdo išče
išče kakšne krajše poti, da dela napake, slabo vodi ljudi, ne sodeluje, cel kup je teh zgodb, ne, in vedno se usedem z njimi, se pogovorim in jim rečem, tako pa to pričakujemo od tebe, ne, in nihče ti ne želi, te ne sili, da počneš nekaj, kar ni prav, ne, ampak želimo, da greš v to pa to smer, ker smo pač tudi, ne vem, firma, ki ima določeno korporacijsko kulturo in to pričakuješ, da ljudje sledijo. Saj, če si ne želijo, niso prisiljeni ostati v taki organizaciji, ti se moraš v nekem podjetju tudi dobro počutiti, vrednote tega okolja morajo biti tudi tvoje vrednote, potem lahko kvalitetno delaš, ne. Pride na misel in citat islandske predsednice uprave, pravi, da je zanje kultura zelo preprosto najslabše vedenje, ki si ga še pripravljen tolerirati. Se zelo strinjam s tem in tudi velikokrat se tega držim in rečem, to je pa no go, ne. Tu je morda zanimivo, ne, kako dejansko usklajujete potem te zahteve korporacijske kulture z lokalnimi specifikami. Ja, je zanimivo, nekaj delaš v korporaciji, eno je tam, jaz delam v nemški korporaciji z tako veliko procesi, vsaj v preteklosti je to bilo še bolj očitno, zdaj se je firma zelo spremenila, ne, je tudi zelo zmanjšala vsa ta navodila, okrožnice, kar je bilo prej kar specifično za našo, za Siemens, izjemno velike spremembe so se zgodile. Potem delujem v tem okolju Avstrije. Avstrija je naš regionalno vodstvo imamo v Avstriji, ne, tam se včasih pošalim, da se moraš obnašati skoraj tako kot na dvoru. Sem tudi že kar izostrila zdaj po 20 letih dela z njimi ta način, da moraš marsikaj pripraviti naprej, pa se pogovoriti z veliko ljudmi, preden neko idejo spelješ. Potem je pa zdaj ta vidik, da sem pa kar naenkrat se znašla v 3 različnih državah bivše Jugoslavije, sem sicer še živela v bivši Jugoslaviji, se mi je zdelo, da poznam dobro to okolje, ne, ampak ki ti začneš delati v nekem okolju, šele v bistvu vidiš, kakšne so razlike med nami, ne, in da ta ista korporacijska kultura Siemensova se v posameznih državah manifestira na zelo različne načine, ne, in moraš dejansko tudi kdaj uporabiti različne stile vodenja v različnih državah ali pa vsaj v različnih fazah, ne, ker sem prišla v Srbijo, je bila ena velika drama, ne, Srbi so malo bolj nagnjeni tudi k dramatiziranju, jaz jih imam zelo rada, ker so odprti, pripravljeni, ne, se učijo hitro, ampak vedno pa dramatizirajo, ne, za vsako stvar, tako da sem jih najprej morala pomiriti in reči, ne bo drame, bomo pod radarjem delovali tudi, ne, ker to je naša svoboda, ker če si v korporaciji, če je preveč drame okrog ene male države, tudi ni dobro, ne. Če si majhen, moraš v bistvu biti še bolj fleksibilen, boljši od ostalih, ne pa da delaš probleme. Tako, to je en tak zelo enostaven recept, bi rekla, za uspeh in se moraš v bistvu pozicionirati z dobrimi stvarmi, tam, kjer si res odličen, ne, in da prihaja več pozitivnih kot negativnih novic o tebi, ne. No in so potem pa kar razumeli, zdaj že 2 leti in pol tudi v Srbiji delamo in mislim, da so dojeli, da se jim res bolj splača, da so, bi rekla, bolj pozorni na tisto, kar znajo dobro, kot pa na tisto, kar ne znajo dobro. Ne. Koliko časa recimo je to po tvojih izkušnjah trajalo za neke take večje premike v kulturi, neke večje transformacije? Moja izkušnja je, da je izjemno pomembno to, kar se po angleško reče tone from the top. Ne? In če ti se odločiš, da boš nekatere stvari v podjetju res spremenil in če za tem res stoji vodstvo, to komunicira, to naredi v bistvu, gre kompleksno z različnimi metodami in komunikacijo skozi celo organizacijo. Lahko v tako veliki organizaciji, kot je Siemens, ki ima zdaj več kot 300,000 zaposlenih, zelo, zelo hitro spremeniš klimo. Mislim, seveda so neke kulturne potem stvari, ki jih je treba še dodelati, ne? Ampak spremembe se lahko pa relativno hitro dogajajo. To sem videla po tej korupcijski aferi takrat pred 16 leti, ne? Ker se je komunikacijski ton, načini dela spremenil, cel kup nekih kontrol, izobraževanja. In zdaj praktično se s tem sploh ne ukvarjamo več, ne? Pa vse dobro funkcionira, ne? Takrat pa smo uvedli neke načine, čisto sistematično
pragmatičen pristop, kako v bistvu spremeniti način razmišljanja, predvsem res tudi z izobraževanjem. Izobraževanje, ne, in ta komunikacija sta dva ta elementa, ki vplivata, ne, in vidim, da bi lahko marsikaj spremenili zelo hitro, ne, tudi Siemens je ta transformacija, digitalna transformacija podjetja, ki je en zahteven proces, ne. Siemens je izločil ogromno nekih dejavnosti, smo imeli te tako imenovane carve-oute, področja energetike, področja medicine, področja mobilnosti, ne. To so bili zahtevni projekti, s tem smo kar cel kup nekih, ne bi rekla prej, integrativnih delov podjetja izločili in je vplivalo tudi malo, zdaj smo pa majhni, kaj zdaj to pomeni, smo toliko manjši. Smo se pa veliko bolj fokusirali, postali hitrejši, ne. Vse je dejansko v vodih, ne, zelo veliko je v vodih, ki so odgovorni za to, da speljejo te procese in da res razmislijo o teh optimalnih načinih, glede na neko branžo, v kateri si, ali pa glede na vse metode, ki jih imamo na voljo, ne. Morda ste me malce presenetili s tem odgovorom, bi si mislila, da boste rekli, da vsaka stvar terja kar nekaj časa in zdaj še malce vrtam, ne? Vse čas je tu komponenta, ne govorim jaz, da se to zgodi v enem letu, se zgodi mogoče v 5, lahko na nekem področju, nekje lahko gre pa zelo hitro. Videli smo tudi zdaj, za mene je ta fenomen bil delo od doma, ne. V Siemensu smo bili ena od prvih teh industrijskih velikih korporacij, ki se je odločila, da bomo začeli delati 3+2 in kako hitro v bistvu smo zaživeli ta novi način dela, ne, neverjetno. Je pa res, da se manifestira spet zelo različno po različnih državah, ne. V Nemčiji zdaj že zelo težko sploh dobiš ljudi nazaj v office, medtem ko v Srbiji bi ljudje še vedno radi delali skupaj, ne, in to, da sodelujejo, da se vidijo, da so fizično skupaj, veliko več pomeni. To pa je tudi stvar kulture, ne. Kako pomembno je torej za vodjo, ki uvaja te spremembe, da ima dober tim? Kako ključno je to, da lahko imaš ljudi, na katere se lahko zaneseš? Kajti predstavljam si vseeno v nekih teh večjih organizacijah, da ko prideš z nekimi spremembami, ne naletijo nujno samo na odobravanje ali pa da vsi ploskajo in komaj čakajo. Nasprotno, tudi tle so neke zakonitosti, ne, ki jih Miha sigurno dobro pozna, koliko časa traja, ne, in kdo so tisti, ki najprej sprejemajo spremembe, ne, kot vodje je res fino najprej delati s tistimi ljudmi, za katere veš, da bodo hitro sprejeli vse nove stvari, ne, early adopters, ne, brez tima pa praktično ne gre. Ne? Zdaj predstavljate si, jaz delam v 3 državah, če v teh državah ne bi imela ljudi, ki dobro delajo, ki so usklajeni, ki so, ne, jaz sem praktično nek facilitator tega, ne, nekdo, ki mora jim dati prave pogoje, ki jih usmerja, ki jih korigira, če je potrebno, ne, določa neko, ali pa niti sama ne določam, ker imamo veliko strateških stvari, že prihajajo iz headquarterja, ampak jih pa moraš usmerjati, ne, in izzivov je ogromno, takih in drugačnih, zdaj sploh v zadnjih 2 letih, ne vem, v Srbiji smo imeli sankcije, Rusija, ne, imaš enega od največjih kupcev NIS, ki je v lastništvu Gazproma, pa smo reči, ne bomo več delali z vami, ne, in zgubiš en velik del posla, ne, to je frustracija za prodajnike, ki so leta razvijali projekte s tem kupcem, frustracija za kupca. Kako vse te stvari, te velike spremembe, ki se nam zdaj dogajajo, tudi te geopolitične upravljati, je velik izziv tudi za ljudi v organizaciji, ne. Nekako mi je v spominu ostalo tudi z najnega pogovora, da praviš, da se tvoj stil vodenja nekako skozi vse te preizkušnje in leta in tako naprej razvijal, ali bom rekel malček spreminjal na nekih dimenzijah. Kaj se ti zdi, da je tako, če pogledaš Medejo 30 let nazaj, da je še tam, kaj pa je drugače ali pa močneje prisotno? Ja, na začetku v bistvu še
iščeš ta svoj stil, ker se znajdeš v taki vlogi. Jaz sem rekla, niti nisem gradila to, da bom prišla, mogoče se je gradilo v meni, ali pa je nekdo videl potencial za vodenje, ki ga imam, ampak jaz ga nisem še tako čutila. Je pa res, da sem od malega imela to povezovalno funkcijo, da je to tisto nekaj, kar ostaja v mojem slogu vodenja, da želim čim več ljudi povezati, da želim, da se dobro počutimo, da imam en ta facilitatorski moment, ta je, ampak da sem začela delati v zelo hierarhičnem tem modelu, to je bilo 25 prodajnih centrov, trgovci, poslovodje, tako, ki so rabili neka navodila, s katerimi nisi mogel delati tako kot prej v manjšem timu, v marketingu, kjer so delali kreativci. Tudi odvisno je, s kom delaš, zato moraš prilagajati to komunikacijo. Bi rekla, ta komunikacija tudi izjemen fokus na dobro komunikacijo z ljudmi, da jim želim pojasniti, zakaj. Predvsem ta element, mislim, da ljudi inspirira, da če jim razložiš, zakaj nekaj počnemo, bodo ti lažje sledili, pa neodvisno od tega, ali vodiš ljudi v proizvodni ali pa v nekem kreativnem timu, da je to pomembno za vodjo, da jim res to neko vizijo pokažeš, da vejo, kam grejo za tabo, da ne tavajo nekje v temi. To so te čisto osnovne psihološki neki elementi, ki jih ljudje potrebujemo, da se počutimo nekje tudi varne, v nekem okolju, in potem smo pripravljeni narediti en korak naprej. Seveda sem bila včasih, bi rekla, ne toliko samozavestna, preizkušaš, še bolj se sprašuješ, mogoče posnemaš kakšne vodstvene stile, potem pa vedno bolj poslušaš sebe. Temu včasih pravijo to avtentično vodenje. Kljub vsemu verjamem, da smo kot vodje, vsak je svoj človek, in vsak razvije nek svojstven slog. Tudi v Siemensu smo imeli včasih tak picture of the leader, kako ne bi izgledal idealen vodja. Pa so to v bistvu samoiniciativno v bistvu ukinili in so rekli, ne obstaja picture of a leader, obstajajo različni vodje in vsak ima svoj slog, imamo pa neke vrednote, imamo neke strateške usmeritve in res je zanimivo, kako smo različni, tudi če pogledam v naši regiji 20 različnih CEO-jev, vsak ima svoj stil, pa vsi smo relativno uspešni, kar se tiče poslovnih rezultatov, doseganje tega pa vsak na svoj način. Jaz sem bolj poznana res po tem, da delam ogromno z ljudmi, da se mi zdi ta vidik, da če opolnomoči svoje ljudi, da delaš z njimi, se pogovarjaš, da jim pač omogočaš ta njihov razvoj, to je moj vidik. Jaz se toliko ne upletam, če stvari dobro tečejo, se ne upletam preveč v njihovo delo, prevzemam neke druge funkcije, kjer vidim, da so mogoče neki gapi, pa se fokusiram na tista področja, tako da vedno z leti, pa res vedno bolj razvijam tudi ta nek mentorski, ta nek coaching aspekt, da poskušam ljudem, vedno več imaš tudi izkušenj, nekje veš, da počasi prihajaš v tisto neko zadnjo fazo svoje kariere, želiš predati ljudem še to znanje. Zdaj se mi zdi, da sem že v tem elementu nekje, v tem obdobju, ko skušam malo predajati in delovati vedno bolj kot mentor. Miha, ti veš, kaj je v tem picture of a leader iz teorije, kako se je to spreminjalo? Ja. Se je, iskali so slike in te slike so bile zelo neposrečene na samem začetku. Ampak dobro, je tudi ta veda o razumevanju človeka, je tudi relativno še sveža v primerjavi s kakšnimi drugimi. Vlani, jaz bi rekel, da zdaj, kar spremljamo, so ne pictures, ampak filmi vodija, in da obstaja cela filmoteka, iz katere se lahko učiš in poskušaš razumeti vodjo v njegovem okolju, v katerem deluje v neki življenjski fazi, pa pravzaprav je veliko fokusa je treba dati na tiste, ki dajo vodji kredibilno. Se mi zdi, da tam imamo še veliko priložnosti razumevati, ker pravo vodenje se zgodi samo, če imaš
prvega sledilca, ne, po tistem famoznem posnetku iz koncerta, ki en možakar pleše, tako se gre neko spremembo in šele, ko pride prvi pa drugi, takrat sproži ta gibanje, ne, do trenutka, ko je sam, je pač en norc, ki pleše, potem, ko pa dobi kredibilnost pri drugih ljudeh, takrat se pa zgodi vodenje. Tako da fokus na vodenje, ne fokus na vodjo, to se mi zdi prava. Ja, mogoče primer iz moje kariere, ker sem prevzemala vodenje podjetja za nekom, ki je imel čisto drugačen vodstveni stil, rabiš kar ogromno časa in energije, da ljudje dojamejo, da si ti zdaj imaš nek popolnoma drugačen vodstveni stil, ampak še vedno gremo proti istemu cilju. Je lahko za ljudi tudi zanimivo, včasih niti ne razumejo, da če so navajeni nekega command and control, tam na začetku moje kariere, ker sem nasledila neke bolj take močne, tiste klasične še hierarhične vodje, sem svojim stilom najprej kar vnesla neko nerazumevanje v tim, šele kasneje so ljudje dojeli, da se da tudi s takim stilom zdaj dosegati dobre rezultate. Ja, in to brez nervoze. Ja, brez tega občutka, da palca pa korenček, ki je bilo včasih tudi lahko oblika vodenja. Medeja Lončar, pogosto izpostavljate, da ste radovedni, da se ne bojite sprememb in da se veliko učite. In po drugi strani, da vas je tudi življenje samo obrusilo za naloge, ki jih imate v službi. Morda kakšna takšna življenjska prelomnica, življenjski dogodek, ki vas je posebej zaznamoval in obrusil, opremil za to poslovno pot? Ja, bi rekla, skozi celo kariero je ogromno nekih situacij, ki te brusijo. Po 2 letih, ko sem prevzela vodenje Siemensa v Sloveniji, je Siemens zaprl tovarno v Mariboru s 320 zaposlenimi. Bi rekla, to je bil en tak zelo, zelo zahteven proces, kjer sem se spoznala s čisto eno posebno sfero. Nisem bila sama neposredno odgovorna za to tovarno, sem se pa kljub vsemu vključila in pomagala v vseh teh procesih, tudi v razgovorih za sindikate in tako naprej. Tam sem spoznala tudi vlogo in sindikatov. In en tak zahteven, tudi komunikacijsko proces. Druga stvar je pa tista, ki se tiče tebe osebno, ker tudi ti si človek, imaš svoje neke trenutke v življenju. Mene je mogoče zaznamovala pred 14 leti bolezen, sem zelo zbolela, 7 mesecev nisem bila v službi, imela sem raka in takrat sem celo rekla svoji šefici na Dunaju, sem rekla, dajte nekoga drugega, jaz ne vem, kdaj bom prišla, ali bom sploh prišla nazaj. Pa je rekla, ne, frau Lončar, mi vas bomo počakali, da se pozdravite in pridete nazaj, ne bomo nikogar drugega postavljali, za kar sem jim še vedno hvaležna, verjetno je bilo to bolj povezano z njo, z njenim tudi načinom vodenja, ker je imela ta nek tak socialni aspekt zelo močen, gospa Ederer iz Avstrije, zelo zanimiva gospa. Torej, doživiš veliko, ti imaš tudi to svoje osebno življenje in kot vodja moraš znati balansirati ta svoje osebne vidike, vidike zdravja, razvoja svojih zaposlenih. Ti vidiki se mi zdijo zelo odgovorni. Vedno poskušam se uživeti nekje tudi v čevlje naših zaposlenih, kar se mi zdi zelo pozitivno, da nikoli tudi v moji karieri toliko pozornosti zdravju in tudi psihološkemu zdravju ljudi nismo dajali kot ravno v tem zadnjem obdobju, ker zagotavljamo ljudem tudi to psihološko pomoč, delamo vse raziskave, zadovoljstva zaposlenih, work-life balance. V redu, vse včasih se sliši kot neki klišeji in tako, ampak kljub vsemu to ni to. Res se ukvarjamo veliko več z ljudmi. To je zelo dober trend v vodenju, da je večji poudarek in na okolje, na te družbene, predvsem pa na te človeško to komponento, kako v bistvu zdržati v teh zahtevnih okoljih
pa velikih spremembah, ki jih doživljamo, ne, pa tej permakrizi, o kateri smo govorili, to psihološko ni enostavno ne za vodje, ne za zaposlene, je pa mogoče za vodje še toliko težje, ne, ker tudi mi smo del vseh teh sprememb, tudi mi imamo osebna življenja, ne, svoje zdravstvene, moraš balansirati vsa ta področja, prej smo se pogovarjali, ne, da ohrani to zdravje tudi za naprej, ne, da ta skrb za to, da boš zdrav, kako to delo vpliva name, ne, ki ni spet enostavno. Jaz sem vsak teden v več državah, veliko potujem, nimaš časa dovolj za šport, za prijatelje, za družino, za vse tisto, kar ti daje neke ponderje tudi v življenju. To je kar, bi rekla, znanost, kako to zbalansirati, ne, in te skrbi, kako bo seveda tudi vplivalo na tvoje zdravje v prihodnosti. Imaš pa eno veščino, ki se mi zdi res neprecenljiva, ne? Če sem prav razumel, znaš se hitro odklapljati, recimo, da ne nosiš težkih tem in tako naprej domov, ne vem, na vikend, kamorkoli, ampak da znaš te preklope delati. Si se tega naučila ali ti je prirojena? Jaz mislim, da sem se tega tako naučila, da dejansko res, ker grem na dopust, bom že kar na letališču odklopim, ne, da ne nosim, poskušam ne nositi, ne, in tudi te kratke odklopi, res vikendi, je fino, če se kam prestaviš, mi imamo vikend na morju, jaz, ki pridem tja, ne razmišljam in si prav rečem, ne razmišljam o poslu, ne, poskušam se izogibati, tudi nimam veliko prijateljev iz biznisa, ne, prijatelji moji so čisto iz drugih nekih sfer, ker mi pol s tem dajejo tudi ene druge perspektive v življenju in se mi zdi, to tudi kar pomembno. Saj ne pomeni, da nisem zgradila prijateljstev tudi z marsikom iz mojega poslovnega sveta, ampak ne želim preveč mešati teh svetov. In tudi s prijatelji se potem nikoli ne pogovarjam o poslu, ne, ampak vedno potem o nekih drugih stvareh, ki jih imamo skupne. Tega se pa kar držim. Pa seveda in kultura in ta neka branje leposlovja, ne poslovnih knjig, ne. Prosti, Miha. Ne, sploh ni problema. Pravzaprav me zanima, če si kaj zanimivega prebrala v zadnjem času. Ja, ogromno berem, ne. Sicer ogromno berem, ampak res rada grem na druga področja, ker se mi zdi, da mi odpirajo res neke druge perspektive. Sem pa res brala, prej smo se pogovarjali o tem, kako ohraniti oster ne. To je ena od knjig, ki me kar precej, bi rekla, na nek način ozavestila, mal pretresla, ne, kjer sem se naučila, kako je multitasking slab za možgane, ne, in ženske se marsikdaj pohvalimo, kako dobro multitaskamo in zdaj marsikateri prijateljici rečem, pazi na to, ker očitno to kljub vsemu za možgane ni dovolj dobro, ne, in si lahko podvržen potem tem nekim spremembam, kako je pomembna ta tudi fizična aktivnost za možgane, ne, o tem bi res morali se več pogovarjati, ker vidimo, da so nekatere bolezni, ki so lahko tudi profesionalno mogoče pogojene, pa jih še nismo dovolj raziskali in verjetno mi kot menedžerji je kar nekaj teh bolezni, ki jih ob takem načinu dela si lahko pridelaš, ne. Končujemo na tej točki, ker spoštujeva seveda tudi vaš čas. Najlepša hvala za vse te izkušnje in modrosti in bomo malce potrenirali to odklapljanje. To se mi zdi zelo dragoceno. Hvala tudi za povabilo. Hvala. Vodenje s posluhom.